Ljudje in ljudine, poslušate 212. epizodo 7. sezone podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obod, osebno prizadete bete 80-20, smo Mito Gegić, Servus. Igor Harp Jo. in Aljoša Harlamov, zaenkrat še vedno brez gosta oziroma gostja in na spletu, a nič manj gostoleči in spretni. Današnja epizoda je posvečena miniseriji Adolescence oziroma Adolescenca ali najstništvo, ki si jo od 13. marca lahko pogledate na pretočniku Netflix in o kateri trenutno vsi govorimo. Ker je torej zadeva še izredno sveža, minister za moško sfero in druge ogrožene habitate opozarja, epizoda lahko vsebuje kvarnike, zato poslušate na lastno odgovornost. In zdaj malo muzike. Danes delamo serijo oziroma miniserijo Adolescence. Jaz sem sicer nekaj na spletu zasledil neke govorice o drugi sezoni, ampak mislim, da če bi tudi že druga sezona bila, najbrž bi to pomenilo, da bo to neka antološka reč. Žanr, ki ga imamo tukaj, je kriminalna drama, skrivnostnica, psihološka srhljivka. Ustvarjalci serije oziroma miniserije pa so torej glavna ustvarjalca serije, torej scenarista sta Jack Thorne, drugač dramatik in scenarist, tisti, ki pogosto potujete v London in ste si kdaj ogledali slučajno gledališko igro Harry Potter and the Cursed Child, to je njegova reč, in pa naredil je filma Enola Holmes 1 in 2 in pa scenarist drugač tudi serije His Dark Materials. Trenutno mu igra še miniserija Toxic Town, ki jo imate tudi na Netflixu, je še nisem pogledal, ampak prav gotovo bom, ker je nekaj spet dobrih britanskih igralcev in jo ljudje kar hvalijo. In pa napisal scenarij za Tron Ares, ki pride v kina, naša kina, oktobra. Potem je pa tu še Stephen Graham, ki ga pa v glavnem poznamo kot igralca, ki je do mednarodne prepoznavnosti prišel s filmoma Snatch in Gangs of New York. Mi pa smo o njem govorili v 173. epizodi ob miniseriji Buddies. Tako da tisti, ki mogoče niste si pogledali tele znanstveno-fantastične skrivnostnice, jo dajte pogledati in lahko prisluhnete še naši epizodi o njej. Medtem ko je vse 4 epizode serije režiral Philip Barantini, ki ga poznamo po filmu Boiling Point. Igor, mislim, da si ti gledal Boiling Point? Ne. A nisi ti? Prvič slišim za Boiling Point. Skratka, vsekako gre za film, ki ga se splača pogledati in je povezan s to serijo, kajti tudi Boiling Point je, čeprav razumem, posnet v enem, kot da v enem šotu oziroma v eni kontinuiranem prizoru, ali kako je to v slovenščini. Ja. In ta film je sicer o kuhanju, tako da tisti, ki mogoče imate še kaj kulinaričnih ljubezni. Trenutno pa dela oziroma režiral naj bi Enola Holmes 3, tako da Netflix bo še skratka z našimi tremi ustvarjalci še kar gotovo povezan. To je to, kar je glavnega v tej seriji. Tudi Stephen Graham seveda tudi igra v sami seriji. In zdaj bo pa, še preden bomo šli na obravnavo, Igor seveda povedal, o čem Adolescenca gre. Torej, kot si omenil, zadeva je posneta v 4 epizodah, vsaka je v enem kadru in se dogaja v resničnem času. In torej pač traja približno 1 uro. Prva štorija se začne s tem, kako policisti do zob oboroženi vdrejo v hišo osumljenega 13-letnika in ga odpeljejo in potem še opravijo osnovno zaslišanje z njim. Druga se odvija med policijsko preiskavo na šoli, ko se pridejo pogovarjati z njegovimi sošolci in ugotavljati, kaj se je zgodilo. Tretja epizoda je zaslišanje oziroma evalvacija psihološka,
ki jo upravlja psihiatrinja ali pedagoginja z Centra za socialno delo z tem storilcem, 13-letnikom. In zadnja epizoda kaže pa, je pa, koliko mislim, da 11 mesecev kasneje, če se ne motim, in se 13 mesecev kasneje in se odvija na rojstni dan od tega očeta, ki pač vidimo neko posledico tega, kaj se je zgodilo, vmes se tudi mali javi in jih pokliče. Oni se pa soočajo z raznimi, od tega, da jim ljudje grafitirajo avto, do tega, da kar je en bolj scary trenutkov, tisti prodajalec v Bauhausu, ki razlaga, da ja, se vsi vemo, da je zarota. Tako da to je nekako na kratko to. Ok, super. To, kar si povedal, v resnici ni nič posebnega, tako da lahko ugotovimo, da je ta serija kar nekaj. Ampak ne, seveda ne bomo. Trenutno je to serija, o kateri res vsi govorijo, ker mislim, da se dotika kar nekaj zelo zanimivih tem, odpira kar nekaj zanimivih vprašanj, ampak mi bomo seveda najprej šli, tako kot ste že navajeni, skozi neko osnovni pregled, kako nam je bila skratka serija. Všeč, mogoče to, kad celo jaz začnem, ker sem... Ker sem imel rent. Ja, ne bom rekel, da sem prvi pogledal, ampak sem jo pa gledal pa kar hitro skupaj, razen prvo noč, ko mi je Netflix crknil, oziroma ker v Šiški vse razkopavajo, mi je internet crknil, ampak potem sem, mislim, da pogledal v eni noči vse 4 epizode. Meni se je zdela serija zelo, zelo v redu. Priznam, ja, da naprej me je malo sezulo od jeze, ker se mi je zdel prvi prizori so se mi zdeli precej nerealistični, čeprav zdaj, potem, ko sem razmišljal o tem, razumem, zakaj so to naredili, ampak ja, imaš prav. Koliko sem bral potem o tej zadevi, so rekli, da je preveč policistov in so preveč oboroženi v tej raciji, da bi polovica tega kontingenta bila nekako bolj sorazmerna s tem, kaj se dejansko dogaja. Najbrž res, ja, ampak to itak ni tako važno, oziroma bomo o tem kasneje. Meni se je zdela serija izredno dobra, ravno v tem, kar sem prej pač omenil, da odpira neka zanimiva in kompleksna vprašanja o današnji družbi, o današnjem svetu, o tem odraščanju mladih, ne nazadnje naslov adolescenca, tako da razumemo, na kaj točno se nanaša. Mislim, da fino prikaže kompleksnost današnjih pojavov nasilja in njihovih vzrokov in vzrokov za nasilje. Jaz sem že predtem bral veliko ocen, preden sem se lotil gleda, tudi vedel sem, kaj je nekak poanta, zato ker so vsi skratka govorili o moškosferi, vsi si govorili takoj že v naslovih si imel skratka teme te serije, tako da recimo nisem bil tako zelo presenečen na dogajanjem, kako bi rekel, ampak Urša, ki je gledala z mano, je recimo potem pozneje sva se pogovarjala, rekla, da ona ves čas upala, da fant ni kriv, da skratka, da bo nek twist, da bo nek preobrat v sami naraciji in ne vem kaj, in da je vendarle tukaj bilo nek element presenečenja, recimo, kot sem rekel, zame tega sicer ni bilo. Zdelo pa se mi je pač, da je tudi estetsko zelo fino narejena, ne bom rekel, da so mi zdaj bile ravno vse epizode zdaj to povšeč, da tu pa tam se mi je zdelo, da mogoče tu in tam da je tale en kader omejujoč na nek način, posebej recimo se mi zdi pri zadnji epizodi, ampak resnično odlična serija, resnično se mi zdi, da tako kot sem rekel, da tisto, kar je najbolj važno, odpira eni kup enih vprašanj, ki se jih bomo verjetno v nadaljevanju lotili. Kako se je zdela vama? Igor, izvoli. Ja, Ti si napisal celo za Sjolnike, ne? Ne, za Vikend. Se opravičujem, pardon. Ja, se ni panike. Mainstream je v glavnem. Ja, meni je bila zelo všeč, mislim, res je mojstersko sestavljena. To, kak je v enem kadru narejeno, se odlično izkoristi. Sploh se mi je dopadlo, ko gre kamera mimo, pa menja iz enega protagonista na drugega, sploh v drugem delu, pa prvem tega največ.
gre mimo enih ljudi, ki imajo ene na vides nepovezane pogovore, ki se potem lepo vklopijo in deluje naravno vse skupaj, ki bi kaj takega lahko delovalo full fake. Ampak to mi je bilo full všeč tudi tisto v drugi epizodi zadnji kader, ko preklopim na dron, se mi je zdel spektakularen. Mislim, čisto tak z tehničnega stališča je to res wow. Kar se pa tiče zgodbe, pa se mi je bilo všeč na kak način predstaviti, da pač ne bo rekel zdaj, to je, tak je, ti so krivi, ti niso krivi, ta je žrtev, kakorkoli. Prikaže nam, oriše nam eno zadevo in reče, to je ful bolj kompleksno, kot si mislite, da je, dajte se poglobiti, to je samo serija, ki ti ne bo dala odgovorov na vprašanje, to je v končni fazi še vedno entertainment, ampak moraš vedeti, da je to ena ful kompleksna tema in to se mi je zdelo ful verjetno. Ok, Mito. Jaz sem jo pogledal to soboto in moj prvi odziv je bil, da ja, to je sicer super za obot, ampak malo mi gre na ker vsi debatirajo o tem, pa si pol, če so vsi že vse povedali, kaj še imamo mi. Ampak po ogledu se mi pa zdi, da v bistvu imamo mogoče eno dobro vstopno točko, predvsem iz strani žanra pa obrti, ki je bila tista prisotna pri tej seriji, no. Meni se zdi, meni je glavni plus te teme, ki jo obravnavajo, je predvsem pristop do te teme, da ni podcenjujoče do gledalca, pa da v bistvu bolj zastavlja vprašanja, kot pa na nje odgovarja, kar se mi zdi za sleherni art bistveno bolj pomemben point, kot pa izhodišče tega, oziroma exit strategy umetnosti, tako da ja, meni je izjemno odigrana, izjemno izpeljana, pa zelo pomembna tema, no. Bi pa mogoče pač, ker smo v zapiske metali to, pa zato, ker so vsi že vse napisali o tej seriji, ne, mogoče je res bolj vaju forsiral v današnji epizodi z žanrom, pa z obrtjo, pa potem pridemo na moško sfero oziroma mandl s svetom, ali kako bomo to pač rekli. Pa bi vaju vprašal, mislim, Aljoša, ti si imel na Blue Skyju eno nit, zato sem prej rekel, da si imel mini rant, pa me zanima, če bi lahko za naše poslušalce, ki niso na Blue Skyju, malo razpredo, kaj te je počgalo. Ja. Najprej, če niste na Blue Skyju, zakaj za vraga niste na Blue Skyju? Pridite na Blue Sky, tam se imamo modro. Jaz predvsem se mi je zdelo, da v vseh zapisih, ki sem jih bral o seriji, v nekih mnenjih, pa ne bom zdaj omenjal individualnih slovenskih filmskih kritikov, ki so zagrešili to, ampak se mi je zdelo, da se ta debata res, ki se odpira ob tej seriji, da je zelo omalovažujoča do žanra, v tem smislu, da so vsi govorili, to je več kot žanr, to je drama, to ni, nekje sem celo prebral, to ni za gledalce, toliko za gledalce žanra, kao za gledalce krimiča, in se mi je to pač zdelo, da je malo omalovažujoče do žanra, predvsem zato, ker mislim, da ima vsak žanr zelo širok spekter gledalcev in zelo kar širok spekter užitka, ki ga gledalci pričakujemo od žanra, in da od vseh podžanrov, ki jih ima kriminalka, ki jih imajo različne žanrska dela, res ne vidim razloga, zakaj bi nekdo mislil, da neka stvar ne ustreza gledalce žanra. Zdaj, da se razumemo, jaz nisem hotel kritizirati ljudi, ki rečejo, to je več kot žanr, nekemu frendu, recimo, za katerega vemo, da ima rad krimič v tem smislu, da ima rad klasičen krimič, v katerem bo ugotovil, kdo je morilec, ugotavljal in bo neka taka skrivnostnica, čeprav mislim, da še vedno serija, kot sem že rekel po Uršinem odzivu, to vendarle omogoča, če ne veš nič o njej, recimo, ne? Ampak v neki resni kritiški debati, v nekem premisleku seriji, se mi pa res zdi, da je to serija, ki je vsaj prve 3 epizode zagotovo so strukturno, tehnično narejene tako, da vzbujajo skrivnost glede tega, kaj se je v resnici zgodilo. Prva epizoda je, jaz mislim, da res vse do zadnjih, ne vem, 10 minut, niti ne veš, nekje na sredi slišiš, da, mislim, povejo, da so ga aretirali zaradi umora in tako, ampak nič ne veš o tem. Ves čas je nekak Jamiejeva
nedolžnost v ospredju, ves čas je tudi odlično seveda odigrano spet in je ta neka skrivnostnica, tudi drugi del, kjer ugotavljamo o motivu, o katerem še vedno ne vemo veliko, recimo je tako strukturiran, da ne omenjam tretjega, ki je pač tipična scena, ki jo poznamo iz proceduralnih seriji, kjer imamo zaslišanje osumljenca, tukaj, kot je Igor sicer povedal, ne gre za zaslišanje, ampak gre za nek vrednotenski intervju forenzične psihologinje, ki pač ugotavlja njegovo mentalno stanje, o katerem bo poročala sodniku in s česar bo sodnik določil težo kazni, ne nazadnje za storilca. Ne? Skratka, jaz mislim, da tukaj imamo zelo jasno številne motive, številne teme, ki jih odpira kriminalka in jaz ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi to tudi bila kriminalka. Seveda je tudi drama, ker se osredotoča na nekatere druge stvari, ampak jaz mislim, da recimo drama, ta nek ideja, da je drama nežanrska oznaka, je mičkeno zmotna in se zelo pogosto uporablja v slovenski filmski kritiki, ker sama drama v resnici ničesar ne pove o žanru nekega filma in tudi drama sama uporablja prijeme žanra neprestano. Ampak tukaj mislim, da gre definitivno za strukturno, tako zelo očitno delo, ki vzbuja skrivnostnost glede storilca, motiva, ki s tehnikami vzbuja neko psihološko napetost, neko pričakovanje, ki se potem v končnem razkritju prenese v neko tipično katarzo za krimič, bi jaz rekel, da se mi res zdi malo žaljivo govoriti o tem, da to ni žanrsko delo. In to je v nekem izhodišču je moj rent, ker ti obstaja, to sem hotel še samo, da ne pozabim, ne, eden od podžanrov kriminalke, zagotovo posebej v slovenščini, kjer je kriminalka, naša definicija kriminalke zelo, zelo široka. V slovenščini je, kolikor jaz vem, pa če še niso vmes spremenili, vsega literarno-teoretično je kriminalka vsako delo, ki se ukvarja z zločinom, ki obravnava, v katere eden glavnih motivov je zločin, se pravi, to je lahko karkoli. V kriminalki eden podžanrov kriminalke je tako imenovani why done it, se pravi, zakaj bil, kot bi mi temu rekli, ne, če rečemo, kdo je bil in zakaj bil, kjer imamo storilca od začetka znanega, pa je potem treba ugotoviti njegov motiv. In za tiste, ki vas ta žanr recimo posebej zanima, serija Sinner, ena mojih najljubših, ki jo imate tudi na Netflixu, če ste pogledali Adolescence, jaz upam, da ste ga pogledali legalno in imate Netflix, potem lahko pogledate še to serijo. In tam boste recimo videli, kako je to vrhunsko izvedeno, ker od začetka vemo, ves čas ni nobenega dvoma, kdo je storilec, ampak nimamo pa pojma zakaj. In to je tisto, kar se skriva. To je bil moj rant v nekem kratkem smislu. Mito, ti si tudi, ne nazadnje mislim, da si tudi sam hotel povedati nekaj mogoče o teh tehnikah, kako se navezal bi se tukaj, kriminalka, v bistvu, ti si za nekako dal to literarno-scenaristično izhodišče kao žanra, ki je potem tukaj uporabljen, zato da pač imamo nek določen izdelek, je pa vseeno to ekranizirano na nek določen zelo specifičen način. Zdaj, lahko bi rekli temu neko egoistična bravura režiserja, kakorkoli, da se gremo neko gledališko formo enournega formata, ki je neprekinjen, ne? Se pa potem tu sprašujemo, mogoče, ki smo ga že videli pri Vrvi ali pa rečemo pri Ruski arki, ampak mogoče pri tej po tvojem mnenju zgrešeni oceni določenih filmskih kritikov, ne, je ta tehnika mogoče en od faktorjev, ki jih prekucne v to, da rečejo, to je pa bolj drama kot žanr, to je mogoče nekaj več. Samo da ocenim, zato ker je pač tako močno uživetje, pa ker je zelo contemporary tema, ne, pa ker ni tipično žanrsko strukturirano z kadri ali z montažo ali z to, na nekaj, kar smo bolj vajeni. Ne rečem, da filmski kritiki namenoma to zgrešijo, pravim samo, da je eden izmed mogoče delujočih faktorjev. Ne, ker nazadnje je tak velik odmeven film, ki je bil v enem kadru narejen, je bil 1917 in tam nihče ni rekel, da je to ni vojna drama. Vsi so še vedno to rekli, da je to vojni film. Zelo malo ljudi si je upalo reči, da je to slab film in da v bistvu kopira od videoiger.
kar je bil tam problem, je, da je izgledalo čist video igra, boss battle za boss battlom. In menim pa, da tukaj ne izpade kot video igra vse skupaj. Tu je full prednost tega, da ti s to tehniko omogoči širši pogled. Ampak mislim, da je odločitev, zakaj so nekateri rekli, da je to več kot žanr, pa ravno v tem, kar je Aljoša rekel, omalovaževanje žanra. Zato, ker so mnenja, da kriminalka pa je nekaj, kar resni intelektualci se ne ubadajo. Mogoče bojo slovensko kriminalko prebrali, in da bojo rekli, to pa, ne vem, Tadej Golob pa malo dolgočasno piše ali pa kaj takega. Ne bojo pa, in bojo rekli, to ni literatura. Tukaj pa hočejo reči, to je nekaj več. Ampak mislim, da glej, to je tako, da rečeš, da Inception ni sci-fi film. Ja, obvisli je, ampak je še tudi kaj več. Ampak kadar nek žanrski izdelek pribije v mainstream, bojo vedno probali ta žanrski del vsi intelektualni kritiki pač potiskati nekam dolno. Se čisto strinjam. Sprašujem se samo... Tehnika mislim, da tukaj nima veze z žanrom. Izkoristi žanrske prvine in jih potencira. Ja, to me zanima, kako v bistvu pride potem do takšnega potenciranja tega, ker je močno. V bistvu one-shotter oziroma kader, neprekinjen kader, ima svoje pluse pa minuse. Plus v ekonomičnosti snemanja, po drugi strani pa zahtevnosti snemanja. Ena napaka te takoj resetira nazaj. V bistvu v Netflix behind the scenes torej Graham pove, da v bistvu so to, kar vidimo, je zadnji kader, zadnji poskus, ki so ga posneli. Da jih ni bilo več, da so res ciljali na maksimalno izkoriščanje tega določenega formata, ki so si ga izbrali. Po drugi strani imaš pa minus takega formata, da določene scene, kjer imaš prehode med prostori ali pa med liki, moraš filati z nečim. Dvakrat, trikrat uporabijo neko atmosfero, neko glasbo, ki je zelo učinkovito narejena, ampak veš, tam malo koncentracija pade, potem pa se morajo igrati na drugi strani z scenarističnim povzdiganjem ali pa patetiko, da potem prideš do nekih vrhuncev v besedilu ali v igri. In se mi zdi, naprimer, v žanrska meni tretja epizoda, psihološka srhljivka, ki se igra z liki pa z kroženim kameram, pa potem z vizuro ali žabja ali pa ptiče perspektiva. Pa seveda temu nikoli ne bi rekel, da je nežanrski izdelek, ker ravno to smo videli v Mindhunterju, oziroma če greste poslušati našo 29. epizodo, smo vas Dušalovci, noben ne bo rekel Fincher ni žanr, ali pa da pač tisto ni žanr, pa je točno ista epizoda ali pa struktura tega. Zdi se pesal, da pač tukaj, ker je pa sodobno, pa zato, ker je moškosfera toliko v spredju v besedilih ali pa kritičnih razmislekov ali pa teoriji, pa v politiki, da pač nekako vsi preskočijo žanr pa rečejo, pač tema, pa kako je ta tema narejena, ker pač en neprekinjen kader ima bistveno boljše izhodišče, da te posrka v dogajanje, da pač kao so zaradi tega lažje prestopili žanrskost. A veš, kaj mislim? Ja, jaz mislim, da je ena izmed razlogov, zakaj recimo lažje reči, da je nekaj vojna drama, iz tega razloga, zato ker je tudi to mal tukaj trpimo, tukaj ima žanr eno nehvaležen problem, da imamo več tipov žanra in recimo vojni film je tematski žanr, temu rečemo, da je to zato, ker gre o vojni, vsak film, ki prikaže vojno, je vojni film. To ne vem, ne pove dosti o vsebini, lahko je drama, lahko je akcijski film, lahko je ne vem kaj znotraj tega. Medtem ko kriminalka je pa zelo jasno, da tukaj imamo neko strukturo, ki ima napetost, ki vzdržuje to napetost in naj bi v končni razkritju morilca ponavadi pripeljala do neke katarze. In zaradi tega, ker gre za tu specifično žanr, ki pa ima za podlago nek užitek ali pa nek telesni odziv, še hujše je z grozljivko. Zakaj je grozljivka eden najbolj podcenjenih žanrov? Ravno zaradi tega, ker gre na telesnost. Mi pa vemo, da intelekt ponavadi ločujemo od telesnosti. Mi moramo intelektualno uživati, telo mora biti pa pač kot da neko odrezano. Tukaj pa mislim, da gre preprosto zato, ker so se
ker jih je toliko navdušil ta en kader, da so rekli, sej kriminalka ne rabi enega kadra in to je nekaj, kar estetsko presega kriminalko, zato ker je popolnoma, ker bi lahko ti vzbujal suspens tudi na druge načine, te mogoče zaradi tega zdi, da je ta estetika tako prebojna, da ne more biti samo kriminalka. Druga stvar pa to, kar Igor rekel, ne? Kako hitro skuša nek žanrski izdelek povedati nekaj o družbi, odkrito povedati, ker jaz mislim, da kot metafora, žanr je vedno deloval kot metafora neke družbe, ampak kako hitro skuša nekaj povedati o družbi in je to in se odpira številne teme in kompleksno obravnava tako kot Adolescence, potem začnemo sumiti, da to pa ni samo krimič, ker krimič ne bi se osredotočal. Nekdo je nekoga bil, kdo je to bil, detektiv bo odkril in zdaj imamo razrešitev in je enostavno. Ampak vemo, da ni tako. Ne nazadnje, skandinavska kriminalka, rečemo kriminalki, ki vpleta v svoje te ena izmed tem mora biti, je v resnici feminizem in nasilje nad ženskami. Ne? To smo malo pozabili danes recimo. In kot je bilo pri teh dekle z majskim tatujem in tem je vzpon nacizma. Tako. Ful pomembna tema. Ja, ali pa to pa dolekto, isto. Tako, Stieg Larsson in vsi ti prvi začetki skandi kriminalke je bil vedno ravno ta neka moško nasilje in patriarhalno nasilje, kjer je konkretno umor, samo simptom tega. Ne? Seveda pol smo začeli skandi krimi metati na vse strani, tako kot se to slejko prej zgodi, ko neka oznaka pride, postane zelo hitro prenapihnjena, ampak to je nek začetek tega. In tukaj imamo pa zelo pomembne teme, kot so moškosfera, kot so najstniško nasilje, socialna mreža. Ne nazadnje je tudi, jaz mislim, da zaradi tega, ker je to seveda izredno aktualen film, če ste si kaj brali o serija, če ste si kaj brali o tem, kako je nastala, je Stephen Graham lepo povedal, da je ideja nekako nastala potem, ko so brali o vseh teh vedno več pogostih napadih z noži mladostnikov v Veliki Britaniji in se je potem iz tega rodila iz nekega raziskave, zakaj se to dogaja, kaj se pravzaprav dogaja, se je rodila pravzaprav ideja za to serijo in tudi danes, mislim, ta serija je prišla k nam, se pravi, kdaj sem rekel, pred dvema tednoma ali nekako tako je na spletu. Samo od takrat imamo v Sloveniji, mislim, da 3 ali 4 primere vrstniškega, medvrstniškega nasilja, zdaj nazadnje na Ptuju, ki se me je včeraj res kar zelo dotaknilo, ker sem nenazadnje tudi sam s Ptuja in ker sem bil žrtev medvrstniškega nasilja tam in me je to kar mal flashbackiralo nazaj, ampak mislim, da je to pač izredno aktualna tema in tudi zaradi tega seveda absolutno jaz mislim, da tukaj je treba žanrsko obravnavati in treba pogledati, predvsem pa mislim, da nismo mogoče, nekateri, ki berejo samo neki preprosta žanrska dela in jaz zdaj sem tudi sam zagrešil to, kar pravim preprosto, ampak neka osnovna žanrska dela, ki se res osredotočajo samo na to mehaniko vzbujanja, zanimanja za alibije in tako storilcev. Seveda mogoče jih bo malo presenetilo, ampak jaz mislim, da vrhunska žanrska dela pa vendarle morajo točno to odpirati take teme, kot jih odpira tudi Adolescenca. In zame je eden izmed pomembnih tem, to pa je neka stvar, ki sem jo bral in me je zaradi česar me serija zanimala, ker je nekdo zapisal na Letterboxdu, da serija ne razvije dobro razredne perspektive problema moškosfere. Jaz moram priznati, da mogoče ni v spredju, ker skuša biti malo bolj univerzalnejša, ampak definitivno moram reči, da se ne morem strinjati s tem, ker sem nenazadnje omenja tudi sam fant v pogovor s psihologinjo, za tiste pač, ki malo poveste o britanski družbi, ugotovite, ko on reče, da je ona poš, seveda pomeni, da govori nek drug jezik, ki se ne sklada z njegovim kvazi delavskim, nižji srednji razred jezikom, in tako naprej. Hkrati nenazadnje omenja fotorovo službo, ki je kao popravljanje WC-ev ljudi, ker je pač vodovodar, ne? In mislim, da je jasno tukaj, da je tudi neka razredna perspektiva, je pa ne postavlja kot prvotno neko nujno stvar, ampak odpira številna. Zdaj, če mogoče se vseh tem mi danes ne bomo lotili, bom jaz dodal spodaj en fin članek, ki ga je N1 ob seriji, skratka,
izpisal in v katerem imate pogovor z 4 sociologinjami, psihologinjami, preučevalkami nasilja in družbenih omrežjih. Pač preberite si, skratka, tam, če ne bomo, skratka, mi z tega odprli, ampak tukaj je celo morje, jaz mislim, da kompleksnih problemov. Zame mislim, da je tudi eno najbolj očitnih je razpad različnih sistemov, družbenih sistemov, med drugim to, če se vrnem na izhodično debato, mislim, da zaradi tega pokaže policijo v taki malo pretirani vdoru na začetku, ker seveda pokaže, kako se mi na nasilje odzovemo z nasiljem in s tem v resnici potenciramo. In tukaj bi samo dodal, preden vam predam besedo, ker zdaj pa že imam res dolg rent, včeraj, kaj se je dogajalo, ko odrasli ljudje delijo imena otrok, ki sodelujejo v najstniškem nasilju, in so nasilna komunikacija do otrok, ki izvajajo nasilje. Mislim, da je točno to pokaže, kar je ta policijsko pretirana uporaba nasilja, kako nasilje poganja je pač krog in kako otroci se točno tega naučijo. In to, da bomo mi nekoga udarili in ga bulijali, da ne bo več buli, je pač ni odgovor na nič. Jaz bom šel še korak dalje, ker pa nisem sptujan, pa kao, znam tujnet. Marsikeri intelektualec, ptujski intelektualec, ki se postavlja na otvoritvah likovnih razstav, je napisal, da pač jaz bi te starše spravil v klet pa jih zbunkal, tako da tako daleč priješ, da bistvo čisto odpoveja tole logiko. Tako da popolnoma se strinjam s tem, ki si rekel. Ptuj se pa tudi, do better, no. Do better. No, Igor, mogoče ti, ki nisi tako investiran v Ptuj. Dajmo v seriji. Kaj se tebi zdelo, kaj so te pomembne teme? Za Ptuj? Ne, daj. V glavnem, meni se je zdelo to, kar si ti že prej omenil, glede delavskega razreda, glede službe. Če se spomnite, že kar nekaj let od tega filma Bowling za Columbine. Tam izpostavi vmes, da pač zgodba Bowling za Columbine je o več ljudeh. Ampak ena od zgodb je noter, da je problem staršev, ki si ne morejo privoščiti dobiti službe v kraju, kjer živijo, ni služb. Službe so v oddaljenih, bogatejših krajih, kjer si ne morejo privoščiti živeti, in zaradi tega so oni večino še kar par ur, poleg tega, da pač hodijo v službo, porabijo za to, da se pripeljejo tja, in zaradi tega jih ni tam za svoje otroke. In potem otroci, ko zaidejo v probleme, oni tega ne zmorejo opaziti, ker tisti cajt, ko so skupaj, so preveč hin od vožnje in od vsega. In isti problem je tukaj s tem fotrom. No. Čist pokaže to. In tu mislim, to je zelo tak hintano, ampak eden od osnovnih problemov so tega, da si ne moramo privoščiti živeti tam, kjer delamo. No. In mislim, da to je zelo pomemben vir mnogih družbenih težav. In všeč mi je bilo, da je omenjen noter, ni pa zdaj fokusu. Ravno zato, ker mislim, da se pri tej zgodbi ne moreš fokusirati na eno stvar, ampak je zelo kompleksna, in to je cel point te serije, da je ta zgodba kompleksna in da se je treba pač in take članke, kot je bil ta v N1, jaz bi še dodal, da v Mladini ta zadnji je tudi odličen članek, ki tudi širše pogleda na to problematiko. Te stvari so prvi korak, ampak kot je Mito izpostavil, še vedno so premalo, zato ker tudi če mediji poročajo o tem, bojo vsi, ko pridejo do nekega takega primera, ne vsi, ampak veliko ljudi, zdaj pa dajmo pretepsti tiste, ki bulijajo njihove starše, in če slučajno niso iz našega mesta ali pa naše države, dajmo jih izgnati. In mislim, ziher sem, da bojo na Ptuju rekli, da so problem ljudje iz Kidričevega, ne? Vedno. Šumari smo večna žrtev. Ampak to hitro pride do tega, da se najde, kdorkoli dela kakršnekoli probleme, da se bo najdel razlog za to, da se te ljudi izključi iz družbe, namesto da razmislimo o tem, kako pravilno se povezati kot družba. No?
No, pa to sem hotel vseeno. Igor, ampak še posebej ti, ki gledaš to kot starš, a te kaj skrbi, a te kaj skrbi, v kakšnem družbi odraščajo naši otroci? Mislim, da vseeno tukaj pokaže eno. Meni se je res dotaknilo tisto, ker jaz mislim, da tudi niso šli, res niso hoteli preveč pokazati, tako da imamo tudi ta dialog med staršema, seveda ne pridete do odgovora, a sta ona dva kriva, ker tukaj gre za občutke krivde, ki jih starši čutimo in jaz bi se absolutno počutil krivega, če bi moj otrok zagrešil kaj takega, kot zagreši Jamie v notri, hkrati pa seveda krivda ni samo tvoja, ampak zelo mi je bilo, se mi zdi globok ta dialog, ki ga tudi vsi zelo pogosto citirajo. Mislili smo, da je otrok varen, ker je bil v svoji sobi. Ja, glej, ne, obstaja še en film, ki je zelo hitro zdrsel v pozabo, ravno zato, ker je preveč didaktičen, ki pogleda vse te stvari, spletno nasilje in še malo širše, pač povezano z internetom. Naslov je Men, Women and Children in med drugim igra Adam Sandler. Ampak tam prav imaš, res je didaktično, ker imaš primer staršev, ki ne nadzorujejo otroke, pa imaš primer staršev, ki pogleda, ona pač, ko pride domov iz šole, mora dati telefon, pa gre mama skozi vse stvari, pol pa vidiš, da ima ona skrit še en telefon nekje in pač dela vse, kar če ne. Tisti film res zelo širok spekter stvari pogleda in mislim, da je preveč didaktičen, ampak bi pa bil za nekoga, ki mu je tale adolescenca ga šokirala, kaj se pa zares dogaja, priporočam ta film Men, Women and Children. Zdaj, kako na to gledam kot starš, mislim, da vsak starš se mora individualno lotiti, ker vsak otrok je drugačen in vsak starš je drugačen. Ključno pa je v vsakem primeru, da se probaš že od malega čim bolj odkrito pogovarjati s svojim otrokom in potem ti bo otrok mogoče povedal stvari, ki se dogajajo in lahko imaš pogovor o tem. Recimo, lahko povem, da zadnjič je prišla domov in si je prepevala eno pesem, ki je bila zelo neprimerna in smo rekli, ok, what the fuck? Dajmo reči, to ni cool, zakaj to ni cool in bolje... A je bila ubi Štajerca? Ne. Bila je nek srbski komad, skini se, da te snimim, je bil referen. In to so si prepevale 11-letnice in se jim je zdelo, se ne zaštekajo konteksta. Ne? Ampak gledaj, tu pri vsaki pesmi lahko imaš pač dialog, tako v, ne vem kaj je, Meet the Parents je ena najbolj glupih, kjer si poje Puff the Magic Dragon, pa imate debato o tem, ali je zmaju ime Puff, ali je to komad o pohanju marihuane. Ne? In pomembno je, da se pogovarjaš z otroci, pomembno je, da si približno razumeš, kaj se gre. Ne? Se to v seriji v redu prikaže, ko on ne razume emojijev. Jaz jih tudi ne, meni je res vseeno za te emojije. Ampak ni samo problem, da jaz ne bom razumel emojijev, če mi pokaže hčerka SMS, ki ga je dobila, ampak bi bil problem v tem, da mi sploh ne bi pokazala nečesa šokiranega ali pa se hotela pogovoriti o tem z mano. Ja. Mito, kaj je bilo tebi znotraj te, recimo, fulmin, ne maram te besede, ampak znotraj te moško sfere, oziroma vseh teh tem, ki jih serija odpira, kaj je tebi bila tista najbolj zanimiva mogoče? Meni se zdi, da serija v bistvu onkraj očitnih zdrsov, ki bi jih lahko naredila, je zmagala predvsem v tem, da zmorala se otresti primežev, ki bi jih pa scenaristični nastavki tukaj prijeli na njo. Ena je ta razredna logika ali pa vloga mame ali pa nasilnega očeta ali pa ali pa posploševanje medvrstniškega nasilja, da v bistvu se ne gre niti, tako kot sem na začetku omenil, ne gre niti toliko, da bomo zdaj s prstom kazali, bili didaktični ali pa celo fucking odgovore podeljevali na take kompleksne teme, kot so, ampak da je fokus bistveno bolj skristalizirano vprašanje, pa ne izhodišče. Ne? Ker to, da se malo otreseš široke palete, pa da probaš slikati z bolj predfinjenim čopičem prav eno temo, jim je tu odprla bistveno boljše žanrske pa dramatične izhodišča, ali pa vse
scenaristično, se mi zdi. Ne. To, da očetu ne rabimo pripisati kao eksplicitnega nasilja, da je mogoče samo enkrat neko lopo malo zjahal ali pa šel, ne vem, pa da ne rad zahaja v pub, ampak da je dedek tisti, ki mogoče včasih gre, ampak dedeka nikoli ne vidimo, naprimer, ker mogoče pride 2-krat na teden, pa še takrat je babi bolj pomembna. Ne. Ali pa da na fuzbalu, ki ga je pelo, niti ni, ta mali ve, da ni bil dovolj dober, ampak oče ni nikoli se na njega skričal ali pa znašal zaradi tega, kot pač poznamo neke pač bolj stereotipne prispodobe fuzbalskega očeta. Se mi zdi, da v bistvu je zelo fino postavljala, rečemo temu, scenaristično šahovnico, zato da se v bistvu moraš ukvarjati s temo na bistveno bolj odprt pa radoveden način, kot pa pač tisti, ki imajoči, ja, zato je, ker je bil sam v sobi, ja, zato je, ker mu je Andrew Tate skočil na YouTube, ali pa ja, zato je, ker ima 2 butasta kolega v šoli, ali pa ja, zato. In je fajn, da je bilo narejeno na ta način, da se Andrew Tate naprimer omeni od strani stranskega lika, pa še to samo tako mimo grede. Ali pa da naprimer emoji razloži tisti sin od policaja, čeprav se mi zdelo mogoče to malo bolj narodno, ker bi lahko policisti sami raziskali to zadevo, ne predvsem dan danes, kjer se pač mogoče policijske vrste bogatijo z psihologi in strokovnimi službami. Tako da ta logika mi je bila v bistvu pri tej seriji najbolj uspešna. Da se v bistvu otreseš teh nekih klasičnih stereotipnih zadev, ki se takšnim temam ponavadi pripiše, in da se loti vprašanja, zakaj je tako, oziroma kako bi lahko sploh do tega prišlo. Je pa res zadnja epizoda meni najmočnejša izmed vseh, tretja je super po neki žanrski, ali pa kako narejeno, ali pa kako je ta dvoboj moči, super zastavljeno, zadnja pa ta izpad iz, rečemo, družbenih tirnic, no, da se tako izrazim. No. Ker pač vidiš posledice družbe po 13 mesecih, kako se družina odzove na to, kako se družba odzove na to, pa seveda veliko vprašanje, ki se potem tu zastavlja, a je sploh kdo varen ali ni varen, a pa sploh imaš kakšen vpliv na to ali ne, in tudi ne prideš na odgovor. Starša sama rečeta, kako smo lahko to naredila, kako sem lahko jaz to naredil, a sem to od svojega očeta podedoval nekako naprej. Po drugi strani imate pa odraslo skoraj da 18-letno hčerko, pa tudi na koncu lepo zaključijo, kao jaz smo pa naredila tudi to. Njo, ne, da v bistvu, in mi je všeč ta, da obvisi v zraku, ne, da v bistvu Igor ti je sam rekel, vsak starš se mora pogovarjati, to je odgovor, ne, vsak starš mora biti vklopljen v otrokovo življenje, tudi to je odgovor, ampak serija napočne to na ta način, v bistvu se nastaviti zgolj ta odgovor, ne, sam ga pa moraš potem iskati, biti aktiven. Še ena stvar je družbena, ki je prišla po premieri ven, ne? In tu je Stephen Graham naredil eno veliko napako, ki je rekel, da je ta mali, ki mu je ime, kaj neki Owen Cooper, da ta glavni igralec, ki igra tega Jamija, da je prišel iz nič, da je kar naenkrat in je zdaj tak spektakularen in prav ta čudežni otrok. Ja, ven so padli ljudje, ki ga učijo igro. On je hodil res, da samo enkrat na teden, ampak že 2 leti hodil enkrat na teden, ali celo več kot 2 leti enkrat na teden v gledališko delavnico in delajo predstave. In so izpostavili, da pač, ja, to je ti programi, ki so sploh tam na severu Anglije, so zelo aktivni in veliko je tega, ampak ker je pač celotna igralska scena, pač pa filmska, pa televizijska, fokusirana na London, je on tako rekoč od nič prišel, ne? Ampak to vrstni programi, ki so dostkrat namenjeni prav otrokom iz socialno šibkih družin, ki so brezplačni, v nekaterih primerih celo dobijo avtobus plačan, da se lahko odpeljajo tja, so nekaj, kar izredno pomaga družbi. Ne? Če sem prej podal nek odgovor, kaj mora starši narediti, je pa tudi pomembno, kaj mora družba narediti. Zato, ker če imajo otroci možnost, da se izražajo na neke načine, pač kot je Owen Cooper se skozi igro, lahko postanejo tako briljantni, kot je Owen Cooper. Ne bo vsak postal briljantni, ampak niso brez razloga v zaporih delavnice iz igre, gledališke. Igra pa tudi druge umetnostne pač zvrsti so ful pomembne za to, da se otroci bolj razvijajo, za to, da
manj zahajajo v dejanske probleme, zato da ne gledajo cele dneve Andrewa Tate na telefonu ali pa preprodajajo drog. In to vrstni programi, kar potem izpostavijo v Guardianu, recimo v članku, so ful ključni in so sploh izven Londona. V Angliji jih je premalo. Zdaj pa ne govorimo o tem, koliko je to pa v Sloveniji res na psu. No? Ja, definitivno je spet tukaj. Jaz mislim, da vseeno, nočem govoriti tudi jaz ne o rešitvah ali pa o ne vem čem, pa tudi mi ne bi podali odgovor, ampak jaz mislim, da vendarle kaže serija tudi to prekinitve komunikacije o tem, kar si ti, Igor, pač povedal, ker vidimo, da ne nazadnje to, kar reflektira pač Jamie do svojega očeta, kako se šele objameta tisti trenutek, ko Jamie vidi prvič video in se zave, da pač mislim, ko oče tudi vidi video in se zave, da to je resnica, da njegov otrok je storil ta zločin in kot zvemo pozneje, ne pove, da kaj je videl na tem videu niti svojim bližnjim, ne, družini, in pa recimo to, ko Jamie pove, da bo priznal krivdo preko telefona, kako nenadoma nastane tišina v avtu, potem pa se začnejo pogovarjati o drugih rečeh. Skratka, komunikacija tukaj definitivno je nek problem, ki je deloma seveda povezan tudi s tem, da najstniki komunicirajo precej drugače do staršev, kar je ta emoji, ki je tudi Mit omenil, da je mal je mogoče, ta trenutek je res mogoče, ampak morali so seveda to nekako uplesti noter v šolo, da nekdo pride in to je pač ta omejitev enega kadra, ne, ker pač ne more zdaj ona dva iti spet nazaj in postajo, ker bo nek psiholog rekel in ne vem kaj, ne, ampak so mogli to nekako uplesti noter in ne nazadnje, jaz mislim, da so kar dosti teh zelo prefriganih stvari. Jaz mislim, da tako, kot se Igor ti rekel v prvi epizodi, ko kažejo, ko potuješ ti z različnimi liki, ker seveda nekdo mora odpreti vrata, da lahko kamera potuje v drugi del hodnika in se premika od lika do lika, ne. Nek tip neke papirje prinese, pa potem reče, to še moram iti, pa gre, pa ga pol vidimo, ko pride s temi papirji in mu sledimo nazaj do ne vem, do celice ali kakokoli že. Ja, se tudi v tretji epizodi, ki v bistvu bila, rabi te prekinitve, ko ona skoči po čokolado ali pa ko varnostnik noter skoči, ali pa tisti varnostnik, ki se vraži svoj job, ki gleda sam kamera, naprimer, so na papirju mogoče malo take puhlice, ne, ampak pride pa prav v tempu, pa v dramatični strukturi, ne. Izjemno dobro je napisano in strukturirano. To mislim pa res. Gledal sem že kar dost vrstnih filmov narejenih v enem kadru in tole je next level. No. Ja, tudi ti prehodi, tako kot si Igor rekel, to je res zanimivo, kako gre kamera, potem pa gre v dron ali pa v zadnji epizodi, kako se kamera pretvori v kamero na avtu, na kombiju, in potem potujemo in jih gledamo skozi vetrobransko steklo, kako je v resnici to. Jaz mislim, da tukaj tehnično so res se zelo potrudili, da so vse te stvari premislili in zelo dobro seveda izvedli. Ne? Ja, pa mislim, da se konceptualno se vklapla v to, predvsem, recimo meni je tale drone shot, mi misli pomembno samo ne zato, ker je tehnično izvrstno narejena, ne? Ampak tudi mislim, da je sam ta režiser fotografije ali režiser je rekel, da v bistvu pride prav konceptualno, zato ker se dron dvigne v neki glasbeni vizuri, vizuri, atmosferi, kao gor. Ampak kao takrat šele vidiš vso mladino, ki strmi v svoje telefone noter, ne, in potem poleti preko vseh teh križišč vse do prizorišča umora na parkirišču. In nekako tehnično obrtno povezano z temo, ki jo želijo sporočiti, pa povedati vse v tej epizodi, kako je mladina odklopljena, pa kako v bistvu šolski sistem ne funkcionira dobro. Vse, kako so prikazali, da ga tle, naprimer, ona učiteljica, takoj, ko pride do nekega izziva v pogovoru, želi prešaltati na strokovno službo in ta mala seveda v luft skoči, ker pač seveda ne želi tega poslušati, ona se je deloma odprla. Ne? Ali pa tisti Fox, ki očitno zamuja in je na WC-ju in pač tudi noče shendlati. Je rekel, a ti sploh veš, kako so grozni ti otroci. Pa to tako, sem prej že to omenil, v bistvu ne rabiš več od tega, da ti da nek portret ali pa vse vibe tega, kako se v bistvu kao tukaj nekaj odvija, ker bistveno pa je še vedno fokus, vsaj v prvi, drugi epizodi tale skrivnostnica pa policijska proceduralka, kako pride do nekih določenih informacij, hkrati pa podpira zgodbo z temi obrtnimi portreti ali pa prijemi. Ne?
Ja, tam ti šot je meni tudi pomemben, tudi seveda zaradi tega, ker pokaže neko širšo skupnost, pokaže nek pač, kaj je za šolo in v resnici kako blizu je ta prizorišče umora šoli, ker ne nazadnje tu zvemo, da gre v bistvu za neko malo večjo, kaj zvem, vas ali predmestje Londona, kjer točno se to dogaja. To je na severu Anglije. Mislim, skratka. Liverpool, Manchester, ampak je dejansko dosti daleč od velikega mesta, to je jasno. No, skratka, kje se dogaja, malo vidiš to skupnost, skrati pa seveda potem vidiš res ta, jaz mislim, da to bližino umora, ki seveda geografska bližina je seveda tudi sociološka, psihološka bližina umora, ne nazadnje temu in ga umesti v neko skupnost in to se mi zdi izredno pomembno. Hkrati pa jaz mislim, da tudi, da ne nazadnje zdaj, delam neke intervjuje z političnimi elitiki in ljudmi, ki se ukvarjajo s tem, kako v bistvu začeti neke debate v družbi, se mi tudi meni zdi zelo pomembno, da ta fokus, ki si ti tudi mi to omenil, da Andrew Tate je omenjen tam mimogrede, tudi ne nazadnje nikoli ne dobimo, mi ne vidimo, kaj je on gledal na internetu, ampak slišimo samo teh nekih, se pravi 80-20% žensk, oziroma 80% žensk si želi 20% moških in podobnih zanimivih matematičnih enačb. Ker so to pač neke stvari, ki so razširjene med mladimi in prehajajo stran od samo Andrewa Tatea, nekaj najlažje reči, tam govori, ima cele neke te tečaje mulcev, ampak v resnici take stvari, zjutraj, ko se peljete z avtom, ko otroke odlažete v službo, take bedarije, šovinistične šale in podobno se vrstijo na raznih radijskih programih, televizija to mimogrede še vedno meče, take šovinistične reči, to ni neka stvar, pri kateri bi mi lahko rekli, to je samo en tip, ki je tam grozen, mi smo pa dobri moški in govorimo boljše. Ne? Jaz mislim, da tukaj je to zelo dobro prikazano v tem smislu, ker tudi jaz moram reči, da najprej me je tretja epizoda malo... Zdelo se mi je, da Jamie preveč dobro skriva svoj odpor do žensk, potem sem pa seveda, ko sem reflektiral, sem razmišljal, da seveda ne gre za... da on seveda ne ve, da je to odpor do žensk, da on niti ne ve, da je tukaj šlo za neko... naučen mehanizem, ki ga je nekdo naučil, ampak se je preprosto odzval, ker ne ve, kako drugače se odzvati. In jaz mislim, da tukaj, tako kot članek na ena zelo opozarja, ti otroci so na spletnih omrežjih so izolirani, so osamljeni, so deprivilegirani, dobijo nek občutek, postavljeni so neprestano v neko vlogo žrtve, nihče jih ne posluša in kot take jih ti seveda lahko zlorabiš ali pa kot taki so za neko sovražno ideologijo zelo, zelo primerni in mislim, da je to film ravno s tem, da to ni ravno otrok, ki bi ga foter pretepil, ki bi bil na robu lakote vsak večer, ali pa ne vem kaj, ampak kao prihaja z neke urejene, ne najbolj bogate, ampak urejene familije, ker ta punca, ki se ti omenil, Mitone, ona ima težave z mamo, mama je očitno nek tudi socialni problem, ne razume se z njo, tam bi lahko rekli, lahko razumemo. Ne? Jaz mislim, da ravno zaradi tega, da tukaj je dobro, da ta razredna perspektiva je malo pomaknjena stran, ker mislim, da ne samo, da pokaže, da se to lahko vsakemu zgodi, ampak pokaže predvsem to, da niso seveda spet samo nižji razredi tisti, ki so tukaj kriminalci, vsi ostali so pa v redu. Tako da mislim, da z tega vidika je meni bolj, zdaj sem čisto zašel, kam sem hotel povedati s tem, ampak to sem hotel še tukaj zelo poudariti, da se mi zdi pa meni fajn, da prikaže to, da je to nek nižji srednji razred. Se vemo, da je tole v Evropi in po svetu že tudi srednji razred zelo izgublja na moči, ampak tukaj jaz mislim, da to res pokaže zelo, zelo dobro, kako kakšne so, ne nazadnje, tako kot je nekdo napisal, ne, tudi Jamie je žrtev. Kljub temu, da je zelo dobra policistka ugotovi, ne, mi vsi se ukvarjamo s storilcem, pozabili smo na žrtev, na to Katie, na to punco, ki je dobesedno zaklana na parkirišču tamle, ampak jaz mislim, da serija hoče povedati, da je tudi Jamie žrtev. Ja. Ok, ne vem, kaj še, kako skočiti v to debato še zdaj. No, mi to povej, kako je to Star Trek že obdelal boljše.
Ne, mislim, imeli so dejansko full preko v TNG-ju, preko Wesleyja in potem v Crusherja in potem v Deep Space Nine. Imeli so najstnike not, imeli so te težavne odnose, ampak obvisli niso toliko daleč prgurali. Ne? Ne, pa tam v bistvu svetovna družba bo naša bistveno bolj razsvetljena, pa dostopno za reševanje teh problemov, ne? Ker nasilje je pase, ne? Tudi Starfleet se obnaša, mi nismo vojaki, ne? Mi nismo militantni, mi smo raziskovalci in bla, bla. Star Trek je pač vizija družbe, ki bi si jo želeli, ne to, ki občasno reflektira probleme, ki jih dejansko imamo, ampak Ne, jaz bi se Star Treka bi se tu izognil, ker bi nekako, v bistvu se mi zdi, da malo degradira, če bi za kao rekel, veš tole, poglej si še tole pa tole. Ne, jaz bi rekel, da poglej si še We Need to Talk About Kevin, ki je malo tudi ena podobna dramatična zasnova tega, no? Čeprav se gre tam za množični poboje. Pa Mindhuntera, če vas zanima tale tretja epizoda, ne, ki nekako raziskuje, dobro, pustimo zdaj psihopate pa sociopate, serijske morilce, ampak žanr pa obrt, ki je bila, po kateri Fincher poseže, po kateri so tudi tle posegli. No, super, definitivno je to serijo, kateri bi se lahko veliko pogovarjali, ampak tako, kot je Mito na začetku rekel, mi smo žanrski podcast, pogovarjamo se o žanru in pa o tem smo res veliko, ste lahko prebrali, tako kot je Igor naštel še Mladinin članek, ki sicer ni na spletu, tako da ga bomo težko dodali zraven, ampak definitivno vam bom delil povezavo na N1. Vprašanje poslušalcev ali petek v bodu smo prišparali za naslednjič ali pa še za naslednjič, zato ker zaenkrat smo dobili enega, ki se ukvarja z The Wheel of Time, o kateri bomo odgovorili, ko bomo delali The Wheel of Time, kajti delali bomo tretjo sezono The Wheel of Time. Če slučajno niste vedeli, čeprav ste najbrž sumili, ker smo delali tako prvo kot drugo. Zato pa zdaj preidemo na kaj smo gledali, brali, špilali, poslušali, kjer je Igor pogledal film, ki se ga ja že zelo veselim, da ga bom šel, mislim, da počasi ta teden ali pa med vikendom gledati v kino. Znižaš pričakovanja? Okay. Pokvariš vikend. Slabše je kot Beekeeper, to moram reči. Ne. Ful je manj tolčenja v vrat. Nasploh je manj akcije. No? Mislim, to se mi je zdelo malo brez veze. Working Man. Working Man ima manj akcije. Beekeeper pa tako zelo je konfuzno vse skupaj narejeno, da pač res določeni liki se kar pojavijo, pa ne veš, zakaj so. Želeli so narediti več kot žanr. To ni v sindikalnem boju. Sem bral intervju z režiserjem, ki je rekel, da pač Stallone je v osnovi predelal to štorijo iz knjige v uro pa pol scenarij, oziroma 2 uri, on je pa pol zato, ker je Statham tak dober igralec, odločil, da bo dodal še stvari, ki so pač povezane z družino in to, da on pač igra. In je bilo treba, ne? Čak Stallone, a si omenil Stallona? Stallone je naredil scenarij, ker to je po neki seriji knjig zelo popularni, akcijskih knjig in tako Jack Reacher varianta. No? In je Stallone hotel sam narediti ta film, tudi s sabo v glavni vlogi, ampak potem mu ni zneslo nikoli. Je Statham dal in rekel, a bi ti to naredil, zdaj si ti dovolj star. In potem je Statham to predlagal Airju, ko sta Beekeeperja delala in so se pol zmenili, da je Air malo predelal scenarij in smo dobili to. Pač ni dober film v ful pogledih, je problematičen, tudi enih družbenih in predvsem, kar se z akcijskega vidika tiče, je problematičen, ker je čist premalo udarcev v vrat, če pa so že, so pa z nožem. Okay. Nekaj si še prebral, vidim. Ja, berem Sandra Newman Julia. To je uradno požegnana sporedna knjiga 1984 z perspektive stranske junakinje Julije, torej punce, s katero pač tale Winston se zaljubita in potem občujeta in potem probata revolucijo izvesti in zajebeta.
Skratka, tukaj je ona stranski lik in je ful bolj brihtna in ful boljši v pogled, tudi dobimo v družbo kot v 84. Moram reči, da mi je zelo zanimivo, bolj kot sem mislil, da mi bo. No? Cool. Ok, zanimiva reč, nisem še slišal. Mito, a si ti uspel kaj gledati razen tega, kar vsi gledamo? Okay. Mislim, Yellow Jacket še nadaljujem, tako da to noben ne gleda očitno. Jaz sem pri drugem delu prve sezone. Čudovito. No, jaz sem v 3. sezoni, 6. del, 7. del, nekaj tajega. V redu je, pogledajte se. Ok, bomo tudi to, Mito. Nimamo cajta za vse. Jaz sem pred nekaj dnevi, mislim, da je zdaj že tedni, pogledal 4 dokumentarce Star Treka, 2 še imam, tako da še bom tisto tudi pogledal, ampak recimo, če vam smem priporočiti, vam lahko priporočim vse, ker če ste oboževalec Star Treka, bi morali pogledati vse, ampak definitivno jaz moram reči, da moj najljubši je bil Woman in Motion, ta je tudi z leta 2019, ker se mi zdi, da ima ene zelo zanimive stvari, da je dober narejen v tem smislu, kako Nichelle Nichols prikaže kot eno ne samo ikono iz Star Treka in tega nekega za pravice temnopoltih, za neko inkluzivnost likov in tako naprej, ampak je prikaže tudi kot nekoga, ki je res bila dobra promotorka za NASA in je pripeljala tudi zelo veliko temnopoltih in žensk v STEM, se pravi v tehnološke in druge študije. Se mi zdi, da tam je bil super, drugače pa vsi. The Captain Summit mi je bil zabaven potem, ker vidiš, kakšni prijatelji so ratali med snemanjem Star Treka, tako da imamo 2 dvojici in se mi zdi tako zelo simpatični so. In jaz sem se zelo narežal zraven. Chaos on the Bridge, ki je o snemanju, mislim, da Chaos on the Bridge je nasploh, mislim, da kako so delali The Next Generation in Shatner ga naredi in ima neke zanimive Shatnerjevske poteze, skratka, zelo kavbojsko country musko iz no reason at all. Ker pač Shatner, ja, skratka tako. Pa What We Left Behind, Looking Back at Star Trek, Deep Space Nine mi je tudi bil zelo všeč, ker pokaže pač ta tudi spet kulturni vpliv Deep Space Nine. Predvsem tale, jaz mislim, da pri vseh 4 mi je bilo všeč tam, kjer so kazali ta kulturni vpliv, pa mogoče je to čisto subjektivni razlog, ker rad vidim, da ima žanr kulturni vpliv in rad se pogovarjamo o kulturnem vplivu žanra in o tem, da dober žanr je vedno več kot žanr in kaže pač odpira zanimive teme. Tako da meni so bili vsi 4 dokumentarci za oboževalce Star Treka res zanimivi za pogled, mogoče rešen najmanj da The Captain Summit, zato ker je v bistvu to podcast. Jaz bi si želel, da bi ti 4 kdaj prišli na naš podcast, pa da bi se lahko pogovarjali. Ampak načeloma sedijo okrog mize in se pač pogovarjajo z Whoopi Goldberg, ni da je zdaj nek tehnično gledano, tudi nekaj blazno. In večinoma tih dokumentarci, razen mislim, da Woman in Motion so bolj taki neki TV dokumentarci, dodatki k DVD-jem ali pa celo od fanov crowdfundani dokumentarci. Mislim, da je tak What We Left Behind, zato ker ima na koncu množico imen leti, skratka vseh tistih podpornikov. Tako da za pogledati je, če vas zanima stvar, si jih poiščite in jih poglejte in to bi bilo to. Ljudje in ljudine, poslušali ste 212. epizodo podcasta, ki sliši na ime Obot, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor, neptujski starš, ki se pogovarja harp, Mito, forsirajoči neptujčan Geged, in Aljoša, ptujski pridigar Harlamov. Tole epizodo smo znova posneli preko spleta, zahvaliti se moram torej našim telekomunikacijskim ponudnikom in energijam v zraku. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, potem spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte tudi kakšno oceno, priporočite ga poslušanje Jakobu J. Kendi, ko vas bo nadlegoval, ker berete dela avtoric. In če nas, kljub temu, da smo zdaj že skoraj na tedenskem ritmu, še vedno nimate dovolj, vam z veseljem sporočamo, da je podcast Obot od zdaj naprej na voljo tudi s pistacijo.
V najbližji trgovini kupite vrečko pistacij, oluščite ročno ali strojno zdrobite oreščke na majhne koščke, lahko dodate še malo čokolade in si temeljito namažite ušesa z njimi, potem pa prisluhnite naši epizodi. What the fuck? Slastno. What the hell, man? Zdaj imam alergijo preko mikrofona, star. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, plus Skyju, zaenkrat tudi če na Twitterju oziroma X-u, zdaj ne vem, a je že nazaj, se imenuje Twitter ali X, karkoli smo, Discordu. Poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru, na platnih, med platnicami in na ekranih o naših epizodah in naši moškosti. To je bila že 212. Epizoda. Če bo vse kot mora biti, se slišimo že prihodnji teden, ne boste verjeli, ko ne bi delali 3. sezono serije Beli Lotus, če še vedno velja vse to. Pozneje imamo Wheel of Time, imamo mogoče tudi Daredevila nagledano. Skratka, imamo kup stvari nagledanih, bodite potrpežljivi. Dajte pogledat, ne? Ja, grešnike, dajte pogledati, pejte v kino, pogledajte si te stvari. Vem, da zdaj je zunaj vse več sonca, ampak na srečo naslednji teden spet napovedujejo zimo, tako da boste lahko doma in brez slabe vesti gledali in upam, da tudi poslušali. Skratka, hvala, ker ste nam naklonili svojo pozornost.